Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7:30. Danes bom pa začel z serijo videoposnetkov, ki bodo konkretno razlagali tehniko za osvobajanje od uma, kar se sicer učimo pri gibanju Destiny, še posebej z pomočjo brezplačnega spletnega tečaja Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. Tako da tisti, ki razumete angleški jezik, bi vas povabil, da se vključite na ta tečaj za preobražanje miselnih vzorcev, za osvobajanje od uma, za učenje temeljnih življenjskih veščin, za pridobitev zmožnosti zdravorazumskega in čustveno stabilnega komuniciranja z drugimi ljudmi. Za tiste, ki pa ne razumete angleški jezik, vam bom pa v naslednjih videoposnetkih razložil nekaj drobnih osnov, da boste lahko poskušali že sami pričeti z tem postopkom preobražanja miselnih vzorcev. Seveda pa vse vabim oziroma vam priporočam, da se naučite angleški jezik, ker gradiva na to temo je ogromno, izjemno veliko. To je v bistvu univerza, fakulteta za življenje in še tega gradiva se proizvaja vsak dan, vsak teden in nemogoče je celotno gradivo prevesti v slovenski jezik, ker enostavno Slovencev nas je premalo, da bi vse to gradivo prevedli. Tako da temeljna veščina za življenje je danes postal tudi znanje angleškega jezika in vam priporočam, da se vpišete kljub temu na tečaj, pa počasi potem skozi tečaj se tudi izpopolnjujete glede razumevanja angleškega jezika. No, zdaj pa še nekaj takih informacij. Uvod v razumevanje delovanja uma, človeka. V preteklih videoposnetkih sem že kar precej razložil, kako deluje, kako nas sabotira pri delovanju na tem svetu in kako se ga osvoboditi. Torej, tisto, kar je moteče, kar nam jemlje pozornost od zavedanja realnosti v tem trenutku, so glasovi v naši glavi, ki jim rečemo misli, ki jih proizvaja oziroma umsko-zavestni sistem. In posledično, če sledimo tem mislim, se pojavijo običajno tudi čustvene reakcije, ki so samo še dodaten pokazatelj, katalizator našega delovanja v umu oziroma dopuščanja in sledenja mislim. Je sestavljen iz 3 ravni, in sicer iz zavedne, podzavedne in nezavedne plasti. Misli, ki jih zaznamo kot glasove v glavi, so proizvod zavednega dela uma. Torej, tudi če smo brez misli, še ne pomeni, da smo se uma osvobodili, ker potem nas čaka še soočenje z podzavednim in nezavednim delom uma. Tam pa se določene misli oziroma reakcije izražajo skozi hipne, nekontrolirane fizične reakcije. Torej, v zavednem umu se dogajajo procesi, ki jih lahko slišimo kot misli, ko nekaj vidimo, pa se nam sproži neka misel in potem čustvena reakcija. V podzavednem in nezavednem umu so pa te reakcije še bolj fine, še bolj subtilne in se kažejo
skozi to, da recimo nekaj vidimo, nekaj slišimo, smo v nekem okolju in potem enostavno se pojavi na našem fizičnem telesu neka reakcija, torej da spremenimo naše gibanje telesa, da smo mogoče malo bolj v strahu, da nam je neprijetno, torej se bolj skozi te občutke te reakcije manifestirajo. Ko rečemo, da se pa ne počutim več dobro, ali pa tudi pozitivne reakcije, ko si rečemo, ja, zdaj se pa prav fino počutim, nekako vzhičeno, poln energije in tako naprej. To so vse te stvari, vse te plasti, stopnje, soočenje z umom, in osvobajanje od uma je podobno, kot da bi lupili čebulo. Torej gremo eno plast za plastjo, vse bolj v globino, od najbolj opaznih, vidnih vzorcev do najbolj subtilnih, neopaznih vzorcev. In to je proces, ki traja kar nekaj časa, ker smo vrsto let nabirali te miselne vzorce, jih nalagali plast za plastjo, in zato se potrebuje tudi zelo veliko časa, kar precej let intenzivnega osvobajanja, da jih res sčistimo do potankosti v globino. Toliko za danes. Naslednji posnetek pa bo šel še stopnjo naprej. Nasvidenje.